To so poudarki današnjega Pomurskega dnevnika. Še vedno smo v Martinovem tednu. V torek je tradicionalno martinovanje s krstom mošta potekalo v Beltincih. Srečanje starejših občanov v Murski Soboti. Letošnja prejemnica Murkove nagrade na področju etnologije je Jelka Pšajt. Učenci zasadili mejico za zeleno prihodnost. In še vreme, jutri bo pretežno jasno. Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, lepo pozdravljeni. Še vedno smo v Martinovem tednu, saj se bo v tem vzdušju tudi ta konec tedna zvrstilo kar nekaj dogodkov. Tradicionalno martinovanje s krstom mošta so tudi letos pripravili v središču Beltinec. Še vedno pa velja, da je to največji praznik vinogradnikov. Svet Martin naredi iz mošta vin, na Martinovo pa po številnih krajih v Sloveniji poteka blagoslovitev vina. Prišel je torej tisti čas, štergo smo čakali, v tome smrdečovi, bolečovi moštaki ime vino damo. Praznik žlahtne kapljice s ponosom navdaja tudi 24-letnega vinogradnika Patrika Ščernjaviča, ki je prevzel izletniško kmetijo Hadik v Lendavskih Goricah. Direkt je vinogradništvo upravljal nekje 20 let. Pred 3 leti sem to prevzel jaz. Obdelujemo približno nekje 2 hektarja goric. Leten naš pridelek je nekje okoli 15.000 litrov vina. Na izletniški kmetiji pomagata tudi oče in mama. Mladi Patrik pa v tej panogi vidi svojo prihodnost. V tem delu vidim veliko veselja, pa nekako nadaljevanje naše tradicije, družinske. Ko bomo še naprej tako uspešni, pa mogoče še v nadaljevanju, ko bomo še imeli več količine, kot imamo sedaj. Tako mladi kot izkušeni vinogradniki se tesno oklepajo Martinove tradicije. V sicer ravninski občini Beltinci se z vinogradi ne morejo pohvaliti, zato jih obdelujejo v bolj ali manj oddaljenih krajih. Se pa vsako leto na tradicionalnem krstu mošta poklonijo rujni kapljici. Prehajamo v fazo, ko bi se naj narava seveda umirila, z njo tudi človek, in s tem bi seveda potem tudi se zahvalili naravi in pa sami sebi za svoje delo, za vse to, kar nam je bilo dano. 76 vinogradnikov Beltinskega društva je z letošnjo letino zelo zadovoljnih. Zelo dobro, verjetno v zadnjih 20 letih najboljša, kar nam je pripomoglo dosti sonca. Kako priti do dobrega mošta? Z bratvom, če njamo brali pa prejšel lete, mislim, slabo ne bre biti, če je že prazen gloč, ne? Kaj vam pomeni današnji dan Martinovo? Praznik vinogradnikov, to je celo leto se za to živi, delo. Največ preglavic vinogradnikom povzročajo škodljivci, predvsem bolezen zlate trsne rumenice, ki ima dolgoročne posledice. Kama pride trsna rumenica v šteri predel, tam je najboljši ukrep krčanje vinogradov, in kje se krčijo vinogradi, če ni potencijala mlajšega od odzoja, je težko, kada se spostavilo nazaj. Vinogradnikom in vinarjem tako še naprej ostajata dobra volja in upanje. Z vašo pomočjo, z našo voljo, pozvol Gospoda Boga. V restavraciji Zvezda v Murski Soboti je bil danes drugi del tradicionalnega srečanja starejših občanov Mestne občine Murska Sobota. Mestna občina Murska Sobota skupaj s krajevnimi skupnostmi in mestnimi četrtmi organizira teden starejših občanov kot obliko pozornosti in pomoči starejšim. Danes je tako potekalo srečanje starejših občanov iz mestnih četrti Turopolje, Partizan in Park v restavraciji Zvezda v Murski Soboti. Leto je naokrog in zdaj že tradicionalno se vsako leto v mesecu oktobru oziroma v novembru srečamo z starejšimi občani. Nekako je to tudi naša zahvala za njihov doprinos, kajti tudi oni so vrsto let soustvarjali to našo lokalno skupnost in jo gradili. Na nas pa je sedaj odgovornost, da tudi odgovorno potem peljemo zadeve naprej. In
aktualnih dogajanj v Sloveniji rad tudi poudarim, da sem ponosen, da sem župan ljudi, ki nekako še lahko ohranjamo to strpnost, medgeneracijsko solidarnost, sobivanje in dejansko tudi starejši so prispevali, kajti ta skupnost se je gradila vrsto let. Dogodek je potekal pod geslom Pokloni čas, polepšaj dan, kar pomeni, da je čas, ki ga naklonimo nekomu, nekaj najbolj dragocenega. Druženja pa so za starejše izrednega pomena. Prizadevamo se vsi, se pravi mesec četrti, občina, vsi skupaj delamo na tem, da bi bilo to srečanje super za vse, pa tudi ostale aktivnosti med letom, da bo starejšim prijetneje na našem območju. Prav tako pa se tudi si prizadevamo v mesec četrti vsi ostali, tudi da bo prijetneje tudi ostalim ranljivim skupinam, pa tudi mladim, radi bi tudi, da mladi ostanejo v našem mestu. Po županovih besedah si bo mestna občina Murska Sobota še naprej prizadevala zagotavljati visoko kakovost bivanja starejše populacije. Tudi v primestnih naseljih potekajo ta srečanja. Moram povedati, da je vedno veliko tiste pozitivne energije, dobrega vzdušja, izžarevajo prav tisto posebno energijo, zato se tudi dobro počutim. Seveda pa mestna občina je tista, ki mora zagotavljati visoko kvaliteto bivanja in pa tudi recimo pogoje, da je njihovo življenje v tem delu njim lažje in da tudi recimo do storitev, ki jih upravljajo, lahko pridejo s čim manj nekimi ovirami. In v tej smeri bomo tudi seveda nadaljevali v prihodnje. Dogodek so popestrili tudi mladi z glasbenimi nastopi. Cenjeni gledalci, Pomurci s prizadevanji in strokovnostjo posameznikov dokazujemo, da nismo od muh in da smo lahko ponosni. Letošnja prejemnica Murkove nagrade na področju etnologije je Jelka Pšajt, ki se nam je pridružila v studiu. Lepo pozdravljeni in seveda iskrene čestitke. Hvala lepa in pozdravljeni tudi vi. Za kakšno nagrado pravzaprav gre in kakšni so vaši občutki ob prejemu? No, že ko sem vas poslušala, ste zelo lepo povedali in sem vesela, da ste tudi vi rekli, torej Pomurci, v tem smislu, da ste lahko hvaležni, da smo lahko hvaležni, ponosni, ker naj povem, da dejansko verjamem in res želim povedati, da se mi zdi, da ta Murkova nagrada, to je namreč najvišja nagrada v etnološki in antropološki stroki, se mi zdi, da je res to nagrada vseh Pomurcev in Porabcev, pa ne zaradi mene, ampak zaradi tega, ker verjamem, da so etnologija ljudje. In ljudje tu v Pomurju, v Prlekiji, v Slovenskih goricah, v Prekmurju, v Porabju, da zaradi ljudi, s katerimi delam že več kot 20 let, konec koncev delam že 30 let na terenu, se mi zdi, da je to nagrada nas vseh. Pa naj se ne sliši preveč samovšečno, ampak dejansko verjamem, da je to nagrada zaradi ljudi in da je to nagrada dejansko vseh nas in vseh ljudi. In da je prav, da je prišla v severovzhodni del Slovenije in sem tudi konec koncev, lahko povem, ponosna. Kaj mislite, kaj je bilo tisto, kar je bilo odločilnega pomena, da je nagrada prišla ravno v vaše roke? Prvo je bilo zagotovo to, je prijava oziroma prijavitelj. Torej, nekdo, ki zazna, da si vreden te nagrade, nekdo, ki to argumentira zelo dobro, strokovno, znanstveno, nekdo, ki se trudi, ki vztraja, ki prijavi, ki si konec koncev vzame čas in to vse napiše. In mislim, da predvsem to moje delovanje, tudi mogoče izven Pomurja, tudi malo širše, predvsem pa, da se ne omejujem na določene teme, ampak da raziskujem vse, kar je etnološkega. In mislim, da je tudi to prevladovalo, predvsem pa verjamem, da sploh, ker poznam prijaviteljico, to je moja dobra stanovska kolegica Ivanka Počkar iz Brežiškega muzeja, že upokojena, ki tudi spremlja delo nas, ki delamo na obrobju. In verjamem, da je predvsem to, torej obrobje in pa ta raznolikost tem, da se ne omejujem, da je prevladovalo, da se je potem tudi strokovna komisija odločila, da tokrat letos meni podeli to Murkovo nagrado. Pa če greva malo k vašim začetkom, zakaj ste se pravzaprav odločili za poklic etnologinje? Če povem po pravici, nisem vedela, ko sem se odločila, kaj je to biti poklican ali pa biti etnologinja, antropolog, kakorkoli.
skozi ves čas, skozi študija, moram reči, da nisem briljirala v študiju, niti z ocenami, ampak potem, ko so se začela ta terenske vaje, potem vaje na terenu in potem, ko sem začela tudi sama se srečevati, predvsem v Podsredi, to je bil moj prvi tabor, kjer sem delala na terenu, se mi je nekako začelo odpirati, kaj je pravzaprav delo etnologinje, etnologa, kaj je to etnologija in mi je začelo postajati všeč predvsem delo z ljudmi in pa terensko delo. To sem potem tudi nadaljevala skozi različne službe, sicer najdlje delam v Pomurskem muzeju Murska Sobota, delala sem tudi v drugih muzejih, tako da tudi poznam situacijo in vedno tudi poudarim in tudi sedaj bom poudarila, imam srečo, da delam v Pomurskem muzeju Murska Sobota. Že s prvo direktorico Iro, ki me je sprejela, potem ves čas mojega delovanja, najdaljšega staža z Metko Fujs, ki je podpirala moje delo, in pa tudi sedanjim direktorjem Brankom Kermanom, ki tudi podpira delo in vsi so dovolili v Pomurskem muzeju Murska Sobota, da lahko delam. Predvsem pa razumejo, da je etnologija na obrobju, da je to predvsem terensko delo. 20 let ste omenili, ni malo, vsekakor ste se srečali s kakšnimi izzivi, katerega bi lahko izpostavili, ki je od vas terjal morda največ napora? Ne bi mogoče rekla, da je zahtevalo napora, kar pa hkrati zahteva vsako delo napora, ne? Bolj bi mogoče odgovorila na vaše vprašanje sledeče, da so mogoče teme, ki me bolj pritegnejo ali pa bolj zanimajo in mogoče teme, s katerimi se še nisem ali pa se manj ukvarjam. Glede na to, da smo na obrobju, da smo regionalni muzej, je etnologija v tem primeru veda, ki se ukvarja z različnimi temami in se ne ukvarja samo s preteklostjo, ampak se mora tudi ozirati niti ne toliko naprej, ampak bolj v sedanjost in mogoče in spremljati nekatere pojave, tudi ne samo kakšni so bili nekoč in to raziskovati, torej preteklost, ampak tudi spremljati, kaj se s temi različnimi pojavi, predvsem recimo šegami, kaj se dogaja danes. In tudi šege se spreminjajo, izginjajo ali pa v drugačne oblike, torej v drugačnih oblikah se izražajo ali pa vsebinah. In tudi naše delo je, tudi tu na obrobju, da tudi to spremljamo, da dokumentiramo in potem seveda čez 50 let, ko nas več ne bo, bodo pa potem naši zanamci, ko se bodo ukvarjali z etnologijo in pa s tukajšnjim načinom življenja, bodo potem tudi s tem, ko mi dokumentiramo sedanje stanje, torej govorili tudi že o preteklosti in govorili, aha, pred 50 leti je pa bilo tako. Tako kot sedaj mi govorimo, aha, pred 50 leti je pa bilo tako drugače, ne? In za konec, če morda kdo med našimi gledalci zdaj razmišlja, da bi morda izbral študij etnologije, kaj bi mu svetovali? Zagotovo je to dober študij, lep študij, bi svetovala sploh, če rad dela na terenu, če rad dela z ljudmi, se mi zdi, da je etnologija in kulturna antropologija pravi študij za takšnega nadebudneža oziroma nadebudnežko. Lepa spodbuda. Jelka Pšajt, še enkrat iskrene čestitke, hvala za vse povedano in uspešno delo še naprej. Tudi vam hvala za povabilo, tudi vašim obiskovalcem in srečno. Se vidimo na terenu. Tako je. Včeraj je v Gančanih potekal dopoldanski del dogodka Mejica je moja pravica. Učenke in učenci osnovne šole Beltinci so skupaj s člani projekta Zelen.com, strokovnjaki z Filozofske fakultete in vodstvom občine Beltinci naredili pomemben korak v ozaveščanju o pomenu mejic v slovenski krajini. Skupaj so zasadili 20 metrov mejice kot simbol spoštovanja do narave in skrbi za okolje. Na to dejanje so se učenci temeljito pripravili pod vodstvom svojih učiteljic in strokovnjakov iz Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, ki so jim pomagali razumeti, zakaj so ti mali leseni krajinski elementi tako dragoceni. Mejice namreč varujejo tla pred erozijo, nudijo zavetje številnim živalskim vrstam, izboljšujejo mikroklimo in bogatijo kulturno krajino Pomurja. Poglejmo še, kako kaže z vremenom. Jutri bo pretežno jasno, po nižinah bo zjutraj in dopoldne marsikje megla. Zjutraj je bilo oblačno in megleno.
Opoldne so v Murski Soboti, Radencih in Lendavi namerili 12, v Krajinskem parku Goričko pa 11 stopinj Celzija. Jutri bo še po večini jasno. Ponekod po nižinah se bo sprva zadrževala megla, ki bo najbolj vztrajna na skrajnem severovzhodu države. Jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 12 do 18. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti in na Ptuju 5, v Mariboru 4, najvišje dnevne pa v Murski Soboti in na Ptuju 16, v Mariboru pa 15 stopinj Celzija. V soboto se bo oblačnost postopno širila proti vzhodu, pihal bo jugozahodnik. V nedeljo pa kaže na oblačno vreme. Temperature se bodo v naslednjih dneh zjutraj gibale med 0 in 8, čez dan pa med 6 in 16 stopinj Celzija. To je bilo za danes vse, kar smo vam pripravili v naši osrednji informativni oddaji. Dogajanje v Pomurju lahko spremljate tudi preko naše spletne strani ali socialnih omrežij. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav!